Torej, lep večer želim vsem. Sem Silvija Žnidar in bom danes povezovala ta naš literarni dogodek, ki se bo fokusiral na romaneskni prvenec Ajde Bračič z naslovom Kresničevje. Z njo se bodo pogovarjali še Robert Kuret, kritik, filmski in literarni. Dober večer. Ana Svetelj, pesnica, pisateljica in doktorica antropoloških in entomoloških ved. Sem prav povedala? Okej. In Sašo Poljarević, urednik pri Cankarjevi založbi. Ne vem, koliko vas je tukaj prebralo že roman, mogoče samo par stavkov o tem, zakaj se sploh gre. Glavna junakinja Agnes se odloči iskati sestro, ki je že nekaj časa pogrešana, in gre jo iskati v gozd, saj domneva, da je šla tja v hišo, ki so jo včasih imeli tam z očetom. Potem se stvari malo zapletejo, ker sreča neko skupnost, ki delujejo pač najprej kot neki običajni hipiji. Nato pa že malo meji na kult, bomo debatirali, ali gre za kult ali gre bolj za skupnost. In stvari se začnejo tudi zapletati v Agnesini notranjščini in v zunanjih dogodkih. Tako da bi mogoče najprej prosila samo avtorico, da bi na začetku nam povedala nekaj o nastajanju tega romana, kako je prišla do osnovnih tem, skozi katere bomo ta večer, o kateri bomo debatirali. Je bila, ne vem, zgodba Puščavnika Valentina tista, ker paralelno imamo še zgodbo Puščavnika Valentina, ki nastaja 100 let prej in se v bistvu tudi dotika neke krivde in potem odhoda v gozd. Ali je morda hkrati tudi tlela želja, da napišeš roman, ki se odvija v zgodbi v gozdu kot neki enigmatični entiteti? V romanu je tudi veliko neke vednosti o zeliščih, o naravi, o ljudskih izročilih. Si morala zato veliko raziskovati, ne vem, pohajkovati po poteh Agnes in Valentina in mogoče zakaj si se potem odločila za tako zanimiv naslov Kresničevje? Najprej pozdravljeni, hvala vsem, ki ste prišli. Večino vas poznam, tako da se res vsakmu posebej osebno zahvaljujem za to, da ste danes tukaj, in seveda tudi hvala vsem, ki ste se odzvali temu vabilu k pogovoru, in Silviji, ki je vse to organizirala. Ne vem, vprašanje je bilo zdaj v bistvu kar precej. Jaz sem nekako, na začetku leta 2022, mislim, da si dala nek tak izziv osebni, da bom vsak dan pisala, pač karkoli že bo, samo hotela sem eno to, ne vem, pisateljsko disciplino v bistvu. In v teh 30 dneh pisanja se je izkazalo, da v bistvu veliko tega, kar pišem, ima na nek način opravka z gozdom, da me pač tako čist, ne vem, nekako intuitivno vleče. In tudi sicer se recimo v življenju ali pa tudi v drugih stvarih, ki jih počnem v službi in tako, dosti razmišljam o pač odnosu človeka do okolja, do narave, do prostora in tako. In potem je nekako ta tema prevpraševanja tega, kaj človek danes pomeni v odnosu do okolja, ker pač prišla sama. Že prej sem vedela pa tudi za to zgodbo Puščavnika Valentina, ki ima eno tako zelo zanimivo, tragično osebno zgodbo, se pravi z začetka 20. stoletja, ki sem že takoj, ko sem jo slišala, vedela, da bi pač rada o njej pisala, zato ker je toliko čudna in toliko nekako, ne vem, dramatična, da če bi jo nekdo povedal kot fikcijo, v bistvu ne bi verjeli, po mojem, no. Tako da se mi je zdelo super, da lahko v roman vpletem en del pač neke čist fiktivne zgodbe in en del ene resnične zgodbe, ki pa je tako nenavadna, da se zdi kot fikcija, če ima to kakšen smisel. No, in zaradi tega, ker je bil pač Valentin puščavnik in je živel v gozdu, se je pol to tako nekako, ne vem, prepletalo v eno. Zdelo se mi je prav tudi, da ima ta roman, ki takrat na začetku še ni bilo čisto jasno, bo roman, bo kaj drugega, da ima več vzporednih niti, zato ker
pač to razpira nek pluralizem, mogoče gledanja, pa tudi zato, ker sem prej pisala predvsem kratke zgodbe, oziroma ker sem pač, se mi zdi, bolj piska kratkih udarnih formatov in sem potem v tem daljšem tekstu si želela ohraniti en del tega, kar poznam in pač, mal te, ne vem, sočnosti ali pa udarnosti, ki jo lahko imajo kratke zgodbe, pač prenesti v en daljši format, tako da tok. Hvala. Sem si zamislila pač, da bomo zdaj imeli ta pogovor, bomo šli skozi glavne teme romana, se pravi krivda, gozd kot narava, skupnost kot bomo videli kult ali ne, in pa seveda na začetku je mogoče se malo ustavili pri sami žanrski umestitvi romana, naprimer. Se vam je, ne vem, mogoče, to je vprašanje za vse, se vam je zdelo, da gre za klasični družbeni roman ali bi ga lahko tudi kategorizirali z nekimi žanrskimi določili, naprimer, od več ljudi sem slišala, tudi to si mislim, da ti Robert omenjal, da je to zelo nekako podobno filmu Midsommar, pač ta neka zasnova. Se pravi, ali bi lahko rekli, da gre za neki folk, pagan horror, ali gre bolj za ekofikcijo, gre za nek hibrid, ali morda nekaj čisto drugega, kakšna filozofska alegorija ali morda celo roman napovedujoče apokalipse, ne vem. Robert, ti zelo pogosto se ukvarjaš s temi žanrskimi umestitvami, kako bi ti umestil ta roman? Mislim, po mojem, da je čisto izhodišče, kakor si ti rekla, je pač to nek družbeni roman z elementi, no, bi jaz v bistvu rekel, ne. Se mi zdi, da imaš neke te žanrske momente, predvsem pač, kar se tiče pač neke atmosfere, pa nekega suspenza, se pravi pač v katero smer bo tukaj zavila zgodba, recimo, ne. Pa ja, pač bi tukaj res mogoče bolj o nekih elementih govoril, ne. Je pa itak, ne, že to, da se dogaja pač v nekem gozdu, da imaš v bistvu že to neko odsotno osebo, da se v bistvu tukaj sreča neka skupnost, no, se mi zdi, da se to umešča. Mislim, ja, to je bolj neka ta tematika, ne, kakor si ti omenila, nek ta pagan folk in te zadeve, no. Se mi zdi pa, da se mogoče ne odvija, no, čist po nekem, kako bi rekel, no, tem vzorcu, no, se pravi, pač gre res bolj za neke elemente, ne. Je pa zanimivo, no, zato ker se mi zdi, da je tudi v zadnjih letih precej nekih zadev pač tudi pri nas, ki se spogledujejo, ne, z nekimi žanrskimi zadevami, kakor je recimo me spomnil ta tvoj roman, tudi na tole Dete iz gozda, ki ga je Sergej Curanović pred kratkim izdal, zato ker se tam tudi dogaja nek, recimo, ne, hibrid človek, drevo oziroma no, kako se že reče tej nimfi, driada. In se mi zdi, da je tukaj recimo, ne, to nek moment, ki je pa v bistvu bolj samo nakazan, ne, pač ne postane to zadeva, ki bi se zdaj tukaj kako bi rekel, raziskovali, ne, čez nek osrednji lik, ne, je pač to nek stranski element, recimo. To je meni recimo bil en tak potencialen nastavek, kam bi lahko ta roman, mislim, tudi zavil, ne, ampak še posebej recimo, ko sem ga s tem Detetom iz gozda, no, sopostavil, no. Ja, jaz bom kar odgovorila. Ne, zdi se mi zanimivo zaradi tega, ker so me v bistvu takrat, ko je Sergej Curanović predstavljal ta svoj roman Dete iz gozda, povabili založbe Goga, če bi bila moderatorka te njegove predstavitve, ker takrat, mislim, to je bilo preden je pač moj roman izšel, ampak je po mojem se že nekaj malo govorili ali pa vedeli, da bo pač moj roman podoben. In ko sem brala jaz ta njegov roman, se mi je zdaj zanimivo, koliko ima v bistvu podobnih elementov ali pa podobnih tem in kako se jih pač čisto na različne načine lotevajo. Tako stališča, ne vem, pisateljskih pristopov, kot tudi, ne vem, mogoče enih pogledov ali pa stališč čist splošnih, no. Tako da, ja, to mi je bilo zanimivo.
Pa še to sem hotela dodati, no, da se mi zdi, da v romanu je tako kar dost nekih tropov žanrskih. Mislim, da ta zgodba osnovna, se pravi, nekdo gre v gozd, tam sreča nekoga drugega, ta skupnost je potem nek pač razplet, da je v bistvu vse skupaj precej enostavno in mi je bilo tudi fino, da je tako enostavno, ker se potem na to lahko pripenjajo neki pasusi, ki jih imam jaz pač zelo rada, kjer se zgubljamo v gozdu in tako naprej. No, tako da. Pa to recimo, ne, tudi, se pravi, ne, to iskanje te pogrešane osebe, ne, to je v bistvu to te tudi že v neko detektivko na pol postavi, ne. Pa je tudi, to mi je bilo tudi ful zanimivo, ker ima ful podobno, ima pa tudi Županič, ne, v Behemotu, recimo, ne, tam imaš tudi zgodbo dveh sester, kjer ena recimo ne, pač išče drugo izginulo, ne, ki je pač v bistvu tam imaš sicer bolj neko zgodbo, ker je pač ta izginula je pač neka radikalna anarhistka bolj, ne, medtem ko ta ne, v tvojem romanu je v bistvu pač neka, kako bi rekel, bolj taka nagnjena k nekim tem, kaj zvem, poganskim običajem ali kakorkoli, ne, medtem ko je pripovedalka neka bolj taka racionalistično ima nek tak odnos. Ne. In mi je bila tudi zanimiv odnos mogoče s tem romanom, ker je tam tudi ful neka podobna zadeva. No. No, Sašo, bi se ti mogoče strinjal s tem, kar je bilo zdaj povedano in zanima me še kot urednik pri eni izmed glavnih slovenskih založb, ki imaš verjetno, pa tudi kot bivši kritik, pogled na to sodobno produkcijo, bi rekel, da to zdaj se porajajo taka dela, ki vedno več te neke ekološke zavesti in neke hibridnosti peljujejo in ali se ti zdi pomembno, da to literatura na nek način predoči to neko zrcalo časa in prostora? Ja, ne, se strinjam absolutno s povedanim. Se mi zdi, da še posebej, če iščemo pač neke žanrske elemente, bomo seveda našli, ampak se mi zdi tudi v kontekstu sodobne produkcije, da pač tudi pri tebi lahko opazujemo nekaj zanimivega, pač to neko odpiranje romana kot pripovedne forme. V bistvu, da se mi zdi, da vsi ti tvoji neki pristopi, bodi si žanrski ali pa drugačni, no, nekako rahljajo to monolitno pripoved. Ne. In v bistvu so neko orodje, s katerim pristopaš k temu, da poskušaš zgodbo, ki je tradicionalno dojemana kot pač enovitna, ne, od A do B, da jo pač se ji približuješ oziroma jo razkrajaš z različnih koncev. No. In ja, to je nekaj, kar se mi zdi, da se dogaja na splošno, tudi pač, da se dogaja neko preizkušanje romana kot pripovedne zvrsti. In tudi v kontekstu pač tega nature writinga, kar je trenutno zelo, se mi zdi, tudi prisotno, ampak spet ne, pač pisati o naravi, zato da pravzaprav ves čas govorimo pa o nas, pravzaprav o družbi sami. No. Pa morda bi se še navezal na Curanovića. Meni se zdi to pač dva diametralno nasprotna romana. No. Čeprav absolutno obstajajo elementi, ki jo povezujejo, ampak ne vem, bilo bi mi škoda, če bi odšli s tem vtisom z današnjega dogodka. Ana, kako pa je potekalo to tvoje popotovanje skozi literarni gozd? In a se ti zdi, da je Ajda, kar je ravno prej omenjala, da je ona piska teh kratkih pros vdaja, da ima rada to udarnost, ne? In tudi v tej knjigi vidimo, da so ena taka poglavja tako kratka kot sekvenčna in vsaka skoraj oblikovana kot neki kratke zgodbe, ki se potem sešijajo v roman, kjer vsaka ima neko posebno razpoloženje, posebno neko notranji pogled v junakinjo. Se ti zdi, da je tudi ta jezik zelo izstopa, tudi poetičen, da je zelo gost, na primer? Ja, mogoče je bilo to ravno nekaj, o čemer sem razmišljala, da bi lahko še dodala k temu, kar sta rekla predhodnika. In sicer, da sem jaz na sploh nekaterih pasusih razmišljala, če gre pravzaprav za pesem o prozi. Naprimer, stran 144, vem, da je cela, se lahko bere kot... mislim, ker je prav eno to kratko poglavje, ki, če bi ga nekako vzeli iz knjige, bi bila to po moje lahko mirno pesem. No, poleg tega pa mogoče se sicer malo oddaljimo od tvojega vprašanja, ampak mogoče neki ti žanrski nastavki, ki so se meni zdeli zanimivi, je tudi ta neka pravličnost, nekaj, kar skoraj da spominja na ljudsko slovstvo, že s temi močnimi simboli, ne vem, tipa gozd, ne, nekdo gre v gozd, ne, tam sreča 3 ljudi,
v tej hiši. A ne. Tako da je nek občutek, kot da bi se preigravalo nekaj precej arhaičnega, kljub tej zelo sodobni temi. Kar neko asociacijo, ki sem jo jaz dobila ob branju, pa tudi ob tem mogoče teh mestoma nekih fragmentiranih drugih glasovih, me je pa knjiga spomnila na v bistvu pisanje Olge Tokarczuk. Malo seveda recimo ta Pelji svoj plug čez kosti mrtvih, ki ima zelo to ekološko, družbeno ozaveščeno noto. Pa tudi en roman, ki je izšel v slovenščini že, mislim, da v zgodnjih 2000-ih, Pravek in drugi časi, kjer so ta kratka poglavja in vsakič se piše skozi drugo stvar lahko tudi. No. In sploh to poglavje, ki ga beremo skozi perspektivo bukve, se mi je zdelo tako zelo polnokrvno v tem smislu. In mogoče bi iz tega, jaz sicer nisem iz teh literarno-vednih področji, ampak jaz bi rekla, da je ta roman na nek način biološki oziroma organski, ker ni robov, ne, kjer eno vedno že hkrati razpada in skozi to že nastaja nekaj novega. Nek tak ta živi kemični organski proces. Zdelo se mi, da je to nekako v tvojem pisanju. Hvala lepa. Mislim, ful sem vesela, da se to nekako čuti skozi branje, ker je bilo to eno od vodil. Meni je pač tudi Olga Tokarczuk ena izmed zelo ljubih pisateljic, po mojem se čuti to. In zdaj se mi je fino to, kar tudi ona v bistvu v svojem delu dela. Ne vem, mislim, da si je ona zamislila ta koncept konstelacijskega romana, kjer pač v bistvu stvari, fragmenti, ki nujno niso na prvi pogled med sabo povezani, potem stopijo v nek dialog in v odnosu med njimi se pač potem izkaže, izlušči nekaj tretjega, kar je tisto, kar je bistvo cele pripovedi. No, tako da nekaj podobnega sem mogoče poskušala tukaj zasledovati in me zelo veseli, da se to prebere. Ja, zelo zanimivo. Jaz sem tudi takoj pomislila na Olgo Tokarczuk, sicer na Empuzi, ne vem, če si ga brala. Pač če odmislimo sicer ta Čarobna gora del, ampak tam je tudi ta gost, ki privablja tega glavnega junaka in blodi po njem in je neko žganje, zaradi katerega so sicer neki zmešani. Ampak pač neka ta mistična moč narave se skozi razkriva, ne vemo sicer kaj je, tudi mislim, da v tvojem romanu se zelo postopoma neke stvari razkrivajo in to. In se mi zdi, da so neke stvari, ki nosijo res to neko arhaično prisotnost v naravi, pa tudi simbolika, naprimer, ki, naprimer ta lovec Boštjan, kot da reprezentira nek star svet, Agnes neko racionalnost, Klara, ki že ima tako ime, naprimer, ne vem, meni že izbira imen bila zelo zanimiva, kot neka vitkinja, ne vem. Potem imamo ta manjkajoči zob, podrtina v ustih. Večina romana se mi imela tudi tak občutek, da je tak vtis neke zatemnjene prisotnosti, barve so temne, vedno neko ugrezanje v blato, odtenki plesni so v hiši, sence v gozdu, ne, in potem imamo še ta škopnik, ki pač res doda neki simboli, ki se vam je zdelo, da ta, mogoče tu, Ajda, ti govoriš, da si ti namenoma vključevala to simboliko premišljeno, ali je pač prišlo organsko, tako kot nastaja, kot je rekla, da je roman res kot nekaj ekosistem. Ja, mislim, en del tega koncepta, ali kaj, romana, čeprav malo slabo se to sliši, je bilo to, da bi pač soočile različne poglede, like z različnimi pogledi na odnos med človekom in naravo, kar se verjetno pač malo prepoznava v teh posameznih značajih, kako pristopajo k vsemu skupaj. In potem zaradi tega mogoče kdaj imajo tudi neke konfrontacije ali pa soočenja, kjer pač ta mnenja izmenjajo, ampak nasplošno pa ta neka mračnjaškost pa to, kako se vse skupaj obrača v grozljivo, pa mislim, da je pač tukaj z namenom, da bi se začutilo to neko nelagodje srečevanja z drugim, z drugačnim, pač da v bistvu,
ko poskuša človek, družbeno bitje zapopasti nekaj, kar je absolutno drugo, kot naprimer so tukaj pač neka druga živa bitja ali pa celo narava ali pa gozd kot neki večji ekosistemi, ki so za človeški pač popolnoma nepredstavljivi in iz njih ni mogoče, se ni mogoče z njimi poistovetiti ali pa stopiti v njih, potem nastopi to neko čudno nelagodje, v bistvu odvračanja, kjer bi na nek način si želeli postati del tega ali pa sprejeti nek svoj del v tem velikem sistemu, ampak po drugi strani pač zaradi lastne individualnosti tega nismo zmožni narediti. In pol tukaj nastopajo vsi te simboli in te pravlične stvari, ki so v bistvu metoda, verjetno, kako se pač človeštvo že od nekdaj s tem spopada in pač poskuša razložiti to svoje občutje, ki ni občutje zunanjosti ali pa ni dejstvo narave, ampak je v bistvu to, kako se človek sooča z naravo. Tako no. Tega nisem naprej pripravila. No, če smo že zdaj pri naravi, pa nadaljujemo k temu in pomenu gozda. Naprimer, narava, gozd v tem romanu ni neka pastoralna ali romantična podoba, tako kot je včasih to veljalo, pač, da romantiziramo naravo kot neko harmoničnega ali nekaj takega. Pogosto je nevarna, divja, skoraj sovražna. Agnes, ne vem, zvečer sliši neke glasove zunaj in pač strašno je, ne vem. Daleč od neke pač res harmonične idile, če vzamemo ta izrek nazaj k naravi, dobesedno se zdi skoraj da nemogoč. Gozd je naprimer že na robu uničenja, Agnes prebira novice o nekih katastrofah, ekoloških, takšnih in drugačnih. Ali je, ne vem, mogoče Sašo, tukaj ti komentiraš, je narava tukaj postala človeku odtujena in grozljiva in se zato nekako hkrati bojimo in si jo podrejamo, in a se ti zdi, da, ne vem, morda konec vseeno prinaša neko možnost sožitja? Ne vem, če bi rekel, da je odtujena. Jaz sem to bral predvsem v luči tega, kako sploh upovedovati naravo. Ker se mi zdi, da tukaj vedno ta pas pač te neke antropomorfizacije oziroma tega nekega človeškega vidika, in mislim, da tudi že večkrat je bilo zapisano in povedano tudi glede te bukve in vsega tega, kako pravzaprav pisati o naravi in si poskušati približati kot človek in z jezikom kot nekaj inherentno človeške, oziroma če je jezik, da imamo kot nekaj inherentno človeškega, no. Kako se pravzaprav približati naravi. In zato je pravzaprav, se mi zdi, da je ta pozicija narave kot nečesa morda grozečega, srhljivega, je pravzaprav prav to, kar si že omenila, to spopadanje s tem neznanim. In da tukaj izvira to neka odtujenost. No. Zdaj pa, ne vem, se mi zdi, da ampak hkrati so pa lepo ubesedeni vsi načini veliko načinov interakcije ljudi z naravo. Se pravi, od tega nekega želje kot pobega v idilo, od tega do nereflektiranega izkoriščanja, od tega nekega morebitnega, ne vem, obstaja nek maščevalni element narave, ali je to spet neko človeško videnje tega. Skrati se mi zdi, se mi gre v tem kontekstu tega nekega, če želimo temu reči, nature writinga, za zelo kompleksno soočanje z vsemi vidiki človeške interakcije z naravo. Robert, ti v kritiki mislim, da svoj izpostaviš vprašanje, ne vem, kako lahko narava spregovori, če pač ima neki svoj jezik, ljudje pa neki drugačen. Kako se tebi zdelo pač to upovedovanje skozi druge entitete, recimo tudi to, kar Agnes sanja, kot da bi se pretapljala v neko drugo? Mogoče bi dodal sam še eno stvar glede te, se mogoče je to povezano tudi s to pravličnostjo oziroma z nekim tem občutkom mitskega sveta, zato ker se mi zdi, da pač pripovedovalka Agnes nekako ton romana se mi zdi, da ima nekako skozi neko distanco zares do nekih teh nadnaravnih zadev, čeprav jih izkuša na različnih levelih. Ampak se mi zdi, da pač čist neke te strukturne ponovitve, recimo to, kako se nek manjkajoč zob ponavlja pri različnih likih, ali pa tist, ko se eno poglavje, dve poglavji sta tako zmontirani, da se zgodi čist
nek tak preskok med svetovi, kot da nek dogodek izpred 100 let poleti. Ne. V bistvu v sedanjost se mi zdi, da te stvari so meni mogoče najbolj močno učinkovale, ne, na ta način, da živi oziroma deluje nekaj, kar je pač tako, kar ni človeško. Ne. Se pravi, čist neke te strukturno formalne ponovitve. Čak, ti si pa vprašala zdaj, sorry, kaj je bilo že vprašanje? Ali lahko se tudi, kako se tebi zdelo, da se približala tej možni neki govorici narave, živeti se v neko drugost? Ja, se mi zdi, da tako prek teh zadev, no, ki sem jih omenil, ne, zato ker recimo pač te sanje, ki jih pač Agnes izkuša, ne, se mi zdi, da so pač na neki tej deklarativni ravni, ne, ti pač seveda govorijo o nekem stapljanju v eno, ne, pa v nekem tem čist, kako bi rekel, nekem psihotičnem razpadanju, ne, pa v bistvu taljenju, ne, zares v naravo, ampak mi je zanimivo zato, ker še zmeraj je to povedano z nekim jezikom, ki ti do tega pač daje zelo neko tako abstraktno, skoraj popisno distanco. No. Ne vem, spomnil sem se recimo tudi na primeru v bistvu 2 pesniških zbirk, zato ker vem, da je nekje tudi, to zdaj sicer se ne spomnim čisto dobro, ampak tako, kako sem si jaz te zadeve interpretiral, da je Anja Golob, no, pač v neki pesniški zbirki, ne, tudi govorila o nekem tem, ne, postajati eno z reko oziroma se bližati reki ali vodi ali kakorkoli, ne, pa se mi zdi, recimo, ne, da to je neka taka idealizacija, ki se mi zdi, da je pač v eni drugi pesniški zbirki od Tiborja Hrs-Pandurja te notranje zadeve ful dobro razbita na ta način, ker ti res pokaže več plati tega, ne, da v bistvu stapljanje in postajanje eno z naravo, ne, da v bistvu to pomeni res nek ta razpad subjektivnosti in v bistvu padec v psihozo, ne, in pač on tam to, se mi zdi, da se res tega dobro zaveda in ni, hočem reči, ne, ni to na tak način idealizirano, ne. Tukaj pa se mi zdi, da itak čez jezik vzpostavljena pač neka ta distanca do nekega tega stapljanja z naravo, pa to, da v bistvu narava ostaja pač onkraj. No. So mi pa zanimive recimo, ne, te pozicije, ki se pojavljajo v romanu, ki me v bistvu, ki so me na nek način tudi malo spomnile na, se pravi, ta odnos do alienov, ki jih imajo v tem, mislim, zato ker je podobno, ker je pa čisto neka tujost oziroma drugost, ne, v tem romanu Three Body Problem, ne, ko imaš ena struja, ne, v bistvu hoče prihod alienom zato, da pač pokončajo človeštvo, ker se je zapletlo v nerazrešljive antagonizme, kakor pač hočejo, ne, nekateri ti hipi, drugi pač hočejo, da alieni pridejo zato, da človeštvu pomagajo, ne, in mu pomagajo razrešiti te antagonizme in je to v bistvu še vedno neka perspektiva, ne, ki v bistvu človeka ohranja v centru svojega zanimanja, ne, zato ker ta prva, se mi zdi, da je mogoče tudi nek ta desni akceleracionizem pač s tem povezan, ne, ti v bistvu ne priznava neko to, ok, ne, narava je tukaj močnejša, mi smo pač zadeve, ne, pripeljali in bo zdaj to povozila, ne. Mislim, potem je pa ja, še pač ta neka tretja pozicija, ki se dejansko, ki jo zanima pač, kako bo ja, tukaj človek preživel sploh v soočenju s to tujo silo, čeprav se mi zdi, da tukaj mogoče pri tebi to ni zares toliko močno, ker v bistvu tudi ta gost v tvojem romanu, ne, obkrožajo pač neki bagri in tako, no. Ja, saj, torej lahko pridemo zdaj do nekega konsenza, da je kritika antropocentričnosti, ampak hkrati tudi neki roman, kjer je človek pa tudi pojava v mreži vseh drugih bitij in pač gre za neki izmenjavo družbe in narave, ne vem. Kako si ti, na primer, doživljala to ravnovesje? Ja, mogoče bi 2 stvari. Prva, če se še malo k gozdu, ne, ker
tudi skozi to recimo neko slovstveno folkloro in to je velikokrat prisoten, ali pa poznamo ta motiv, da nekdo gre v gozd, luta po gozdu in ima občutek, da recimo eno noč se zgublja in ko se zjutraj vrne, ona prepričana, da je minila samo ena noč, pride nazaj v svet ljudi in očitno so generacije, so stoletja potekla in se vrne v svet, ki ga več ne prepozna. Neko to asociacijo sem imela ob branju in potem sem razmišljala, da ker sem vstopila v to knjigo misleč, da bo šlo za roman o prostoru, ampak na neki točki se mi začelo zdeti, da je to v resnici roman o času, prvenstveno. Ker se ves čas sprašujemo, kje je začetek romana, kje je konec, kje je ta umestnost, to čakanje, kje se te neke časovne premice, mislim, Valentinova zgodba Agnes, potem ta neka totalno druga časovnost te bukve, ki preči stvari preko. Tako da se mi je pravzaprav zdelo, da ti govoriš o času in potem sem šla gledati ta oprosti, če je bilo to že kje v kakšni kritiki zelo dobro razdelano, ampak jih nisem brala, da imaš ta citat iz Biblije, ki pravi, obličje neba, torej znate presojati, znamen časa pa ne morete. In da nam že na začetku daš nek ta ključ, da naj ne beremo samo prostor, ampak čas v tem romanu. Da bi se odzvala. Wow, ja. Mislim, moram reči, da mi je ful zanimivo to branje tega citata. Ja, se strinjam, da je tudi to lahko ključ. Ja, mislim, ni bil sicer dan tukaj s tem, ali pa jaz ga nisem pač zaradi tega samo umestila, ampak me veseli, da pač funkcionira na več kot eni ravni. Bilo je bolj mišljeno v smislu, da zelo, se pravi, obličje neba, torej znate presojati, znamen časa pa ne morete, se pravi, v bistvu lahko na nek način zelo jasno preberemo vse, kar se v tem trenutku dogaja, ne moremo pa razbrati tistega, kar nas res bremeni. No? Nekako v tem smislu zaradi tega je bil izbran ta citat. Ampak ja, se strinjam, da je to tudi roman o času, to seganje v preteklost ali pa v neke časovnosti, ki so mogoče večje, daljše od enega samega človeškega življenja, se mi je zdelo zanimivo tudi zaradi tega, ker tle pridemo mogoče pol do te naslednje teme krivde, no? Ker v stanju, v katerem smo trenutno, pa ki je nekako mogoče zatečeno ali pa je že kar kritično, se vsi ti protagonisti vsak v svoji časovnosti sprašujejo, a so oni zdaj krivi oziroma kako bi lahko pomagali, kako bi lahko delovali drugače, da do tega ne bi prišlo, pa se nekako krivijo za stanje, kakršno je. Hkrati je pa ta krivda nekaj, kar jih presega in kar pač sega daleč nazaj. Zato, mogoče je to nek odgovor o tej časovnosti. Mogoče še eno vprašanje zate, ker ste že prej večkrat, ti si omenjala to pravličnost, in to smo že zadnjič nekaj načele to temo, ko smo raziskovali Šišenski gozd, da se ne bi danes izgubili. Mislim, da omenjaš prav Janko in Metka in omeniš, da je gozd v pravljicah nekaj strašnega, pač večinoma se tam dogajajo grozne stvari. V resnici pa te zgodnejše pravljice, se pravi tiste, ki so nastajale nekaj srednji vek tam pozneje, ki niso bile očiščene skozi kakšnega peroja, pa gozd postane neko mesto iniciacije in transformacije. Naprimer, Rdeča kapica je v tej verziji, naprimer, gre skozi različne preizkušnje, ki so zelo brutalne, ampak na koncu pač odraste v neko žensko. Pač. A se ti zdi, da ste glavni junakini doživeli v gozdu vseeno neko transformacijo? Ja, mislim, da je gozd pač gozd je zdaj tukaj, se pravi, neka prispodoba za vse vrste divjine oziroma vse vrste odmika od družbe ali pa civilizacije. In mislim, da gozd je tak prostor, kamor pač gremo ljudje iskati odgovore, ne vem, zunaj nas ali znotraj nas in se pač v tem odmiku ali pa vsaj
navideznem odmiku od tega, kar smo, pa kar nas določa, poskušamo zavzeti neko novo perspektivo. In to, po mojem, je pokazano na več mestih v romanu in to je to, kar v bistvu se glavnima junakinjama dogaja. To je v bistvu vodilo, po mojem, se pravi, da sta oni dve v nekem okolju, ki ga ne poznata in kjer je mogoče možnost, da zavzameta ta nov način gledanja in se potem pač vrneta nazaj v družbo ali v civilizacijo kot nosilki nekih sprememb. Ja, torej, začelo pa se je s krivdo. Že roman pač se začne s krivdo in tudi vedno se začne s krivdo. Pa, no, saj to že od Cankarjeve Skodelice kave je to ena osrednjih slovenskih priljubljenih tem. V romanu se torej pojavlja ta ideja, da človeštvo v nekem smislu že od začetka zaznamovano s krivdo, kot da se celokupen obstoj človeštva zapisuje v neke palimpsestne plasti krivde, ne vem, tudi ta paralela različnih časovnic, kjer krivda ponavlja in tudi mislim, da glede na to bi se lahko govorilo tudi o nekih transgeneracijskih travmah, sploh glede na to, da sta Klara in Agnes iz neke razdrte družine, ne vem. To je mogoče potem vprašanje za vse vas, kako ste vi doživljali to krivdo, ali gre to za neko bolj, ker tudi omenjajo na koncu Kaina, gre to prav ta neki biblični motiv, neko osnovno zaznamovanost človeštva, ali je to bolj neka ekološka krivda zaradi uničenja sveta, ali je bolj na individualni ravni, ne vem, mogoče kar začnete. Hvala. Meni se je to vprašanje krivde in, kaj je že bilo, in obžalovanja zdelo samo kot en od teh binarizmov, ki jih ta roman rabi, ne vem, začetek, konec, čas, prostor, obžalovanje, krivda. Tako da sem jih v tej neki sferi to videla. Zanimivo se mi je zdelo, da je ta vprašanje, česa je Agnes kriva, ne? To, ki na začetku se zdi, da bo ta osnovni ključ, ne, ki ga skoči, mislim, to, kar nas potem pelje naprej. Ampak seveda takoj postane tudi to širše vprašanje krivde človeštva, krivde, ne vem, naše vrste. Vseeno pa se mi zdi, da roman zavzema neko tako, oziroma ta partikularna zgodba, recimo Agnes in Klare v odnosu do te Agnesine krivde do matere, da je vseeno napisano z neko tako nenavadno distanco, da se ne pri branju ne potopimo v to, kako bi rekla, neke te psihološko težo, te osebne, družinske zgodbe, ampak da bi nekako lahko šli mimo tega, pa smo še zmeraj samo v tej absurdni situaciji tega gozda. To je bilo meni zanimivo, da je hkrati ves čas ta krivda, obžalovanje, ni pa to totalno obteženo. Robert, se ti zdi, da je krivda, ne vem, nek agens kot neki neviden protagonist, ki vodi zgodbo? Ma ne. Ampak zdi se mi, da je mislim, krivda fulje vezana pač na neke te, kako bi rekel, družinske kontekste, ne? Oziroma pač neke te zasebne kontekste, ne? Kakor lahko vidimo v odnosu Valentina do te svoje nesojene soproge ali kakorkoli, ne, potem seveda pač v odnosu od Agnes do mame svoje, do sestre in tako naprej. Ampak meni se tudi tukaj krivda ni zdela tako, da bi ful prežemala roman, ne, da bi v bistvu, da bi res ti liki jadra z njo, ne. Bolj se mi je zdelo, da so pač da gre za neko, kako bi rekel, pripoznanje nekih napačnih ravnanj ali pa ravnanj, ki bi lahko bila drugačna, no, tako ne napačnih, to je preostro rečeno. Mogoče mi je tako bolj ambivalentno, ne, to, ko se v bistvu že omenjali ta krivda do okolja ali kakorkoli, ne.
Zato, ker je zanimivo, ker v bistvu imajo po eni strani pač, se pravi, ti trije hipiji v tej hiši, na nek način je ta tema pri njih najbolj poudarjena, ampak se mi zdi, da vseeno čez nek obvoz maščevanja, ne, se pravi v bistvu maščevanja družbi, ki je pač, ne vem, zadeve pripeljala tako daleč, ne, z nekimi, kako bi rekel, nekimi gverilskimi terorističnimi napadi, ne. Tako da to, ne, v to smer je meni šlo, recimo, ne, pač, če bi zdaj to krivdo pogledal na neki tej bolj širši družbeni ravni, no. Ja, jaz se strinjam in bi šel mogoče celo dlje, ker se mi zdi, da meni je bila krivda na začetku zoprna. Pa se mi zdi, da to več pove o meni kot o romanu, no, pa predvsem na stopnjo, do katere jo ima Agnes artikulirano, se mi je zdelo, no, ampak se mi zdi, da pač ni gonilo romana in ne more biti, ker se mi zdi krivda v osnovi neproduktivno, pa ne vem, čustvo ali kakorkoli to že poimenujemo. Ker pač gre v osnovi, da pač te postavi, je zelo neka egocentrična pozicija in hkrati pač ne more biti produktivna. Ne, nazadnje v svoji najskrajnejši meri pač pripelje do neke absolutne paralizacije. In tudi potem se to lepo pač poveže z vprašanjem odnosa do okolja in tega, kako mi čutimo, ne, ker pač poznamo te primere, predvsem mladih, mlajših ljudi, no, ki so spričo podnebnih sprememb pač čutijo tako težo, da so nesposobni kakorkoli ravnati v danem trenutku in okolju. In se mi zdi, da tukaj pa pač potem roman naredi nek preskok od tega osebnega do neko prvo vprašanje pač morda rajši odgovornosti kot krivde in zdaj na kakšen način se pa pač lahko soočamo. In tukaj se mi zdi zelo dobra paralela s tem problem treh teles, no. Se pravi, kako pravzaprav, kakšne so možnosti, ki nam jih pač pravzaprav ponuja. To neko absolutno uničenje. Ja, moj odgovor na vse to je, mislim, lahko povem pač približno, kako je šel moj razmislek o tem, ampak ne vem, če se je čist pač izrazil v polnosti v romanu. To recimo, zakaj ima tudi Agnes tako distanco nekako, da se čuti distanca v bistvu nje do njene krivde, ali pa da jo roman ne toliko poudarja ali pa psihologizira ali pa ne gre tako globoko, je v bistvu zato, ker se mi je ves čas zdelo, da pravzaprav ni važno, česa ona kriva, ne. Ona je pač neka slehernica in to krivdo lahko, mislim, bralka lahko pač v to krivdo položi karkoli želi. Na koncu vse nekaj dobimo, ampak nekaj je tacga, kar je zlahka odpustljivo. Zdaj se mi je pomembno, da v bistvu ta stvar, zaradi katere njo muči krivda, je v bistvu nekaj takega, kar na koncu bralci si rečemo tako, pa sej, ne, mislim, sej ni tako hudo, pa sej nisi bila ti kriva, pa tako, no, nekaj tacga, kar v bistvu mi z zunanje pozicije lahko zlahka odmahnemo, po drugi strani pa še vseeno lahko mogoče čutimo to njeno paralizirajočo krivdo, ki pač nekako usmerja njena dejanja ali nedejanja in ki se pol pač skozi razmisleke razraste v to v kolektivno. Hkrati pa se mi je zdelo zanimivo mogoče pokazati, da na koncu, ko pride pač do tega, da bi lahko izbrala med tem, a bo sodelovala pa poskušala pač v bistvu človeštvo nekako rešiti kolektivne krivde, ona vseeno izbere pač lastno katarzo na nek način, oziroma nekaj, kar je blizu, nekaj, kar je njeno osebno. In tako, mogoče tudi zato je pa ta drug citat, no, iz The Cure, ki pravi nekaj v smislu, da sej vemo, da naš svet je star, pa zdaj bo glih ga konc, ampak v bistvu je to vseeno, dokler boš ti z mano. In tako se mi zdi, da to je nek pač tak splošen človeški sentiment, ki pač na koncu vedno pripelje do tega, da lahko bomo se povezali ali pa zares empatično čutili samo s tistimi, ki so nam najbližji, ne pa s celim svetom, in je to pač mislim, to so pač meje naših sposobnosti, recimo. Ne vem. Debatirajte. V bistvu se mi res zdi zelo zanimivo. Lahko ti poveš naprej. Ne, hotel sem samo vprašati, ker se mi res zdi fascinantno, kako smo pač pogojeni s tem kontekstom proti neke
judo-krščanskega koncepta krivde, ker pač kaj je onkraj odpuščanja? Mislim, razen tega nekega osebnega olajšanja, ki pač, ja, lahko ga prinese ali pa ne. Ampak kaj dobimo s tem, ko pač nam nekdo reče, v redu je. To je vprašanje zate. Ne vem. Ne, res ne vem. Zdaj v bistvu ne vem, kaj odgovoriti na to vprašanje. Meni se res zdelo, da ta krivda najprej res obremenjuje dosti teh likov, naprimer, in tudi sam Valentin, naprimer. Oba z Agnes imata neko to lastnost, da potem begata, ona se zateče v gozd, on hodi sem in tja po Sloveniji, ne najde miru, ne. Agnes se sicer me zateče v to skupnost, ne, ker mogoče misli, da je neka razbremenitev krivde ali nekaj, ampak potem pač tisto njen končni obračun s tistim ognjem in morda celo s tem gozdom, ki je pač morda pripeljal to krivdo še bolj na plan, ali je to pa tisti katatični moment in novi začetek, ker pač mislim, da je zadnji stavek romana, to je nov začetek, ne. Ja, Oziroma tako bilo. ja, mislim, hkrati pa se mi zdi, da je vsaj poskušal biti namenoma napisan tako, ne vem, če je mu uspelo, da se lahko pač bere na različne načine, ne? Da v bistvu je lahko to mislim, da nikomur od teh ljudi, od teh likov, ki so vpleteni v to situacijo, na koncu ne uspe. Ne Klari, ne tej skupnosti, v bistvu tudi ne Agnes, razen tega, da je našla svojo sestro, pač noben ni odrešen, noben pravzaprav ničesar ne pridobi. Tako da je neka razrešitev, ampak ta razrešitev je v splošni situaciji na svetu pravzaprav čist, nepomembna, banalna, v bistvu je samo ena osebna razrešitev neke zgodbe, zunije pa še vedno vas svet, ne vem. Cikel gre naprej. Ja. No, zdaj smo že omenjali to skupnost, ne, ki bi jo nekateri lahko poimenovali tudi kar kult, ne vem. Robert, ti si imel nekaj zanimivih pogledov na to kritiko, da si bral to tudi kot nekakšno kritiko neopoganstva in New Age duhovnosti, ki obljublja to vrnitev narave in duhovne preobrazbi. Ne vem, ali si to hipijsko skupnost romanov lahko razumemo kot resno alternativno sodobno družbi, ali je bila to bolj tukaj izpostavljena kot ironija nemogočnosti takih utopij, ne vem. Ljudje pač tam mislijo, da je mogoče pobegniti iz civilizacije in živeti v skladu z naravo. Kritika pa tvoja namiguje, da tak umik ambivalenten in iluzoren. Meni se je zdelo, da ima tukaj tako roman kar močno pozicijo do tega in kako so v bistvu pač prikazani, ne, kako je ta skupnost teh treh hipijev prikazana. Pa tudi v bistvu nek dialog, ki ga imajo v nekem momentu z Agnes, ne, ker v bistvu pač ona na nek način opozori, ne, da družba pač je potrebna. Ne. Sej ne vem, če to je kdaj izgovorjeno, ne, ampak recimo tisti na koncu, ko si ona v tem begu skozi gozd nogo zlom, jaz sem se v unem momentu, mi je bil kot neka povezava na to, ne, v takih momentih ti potrebuješ inštitucijo, kot je pač bolnica, ne, in tako naprej. Ne. In se mi zdi, da ja, da jaz sem imel mislim, ja, močen občutek, da je čez roman neko to zapiranje v neke te samozadostne skupnosti, ki se želijo popolnoma izolirati od družbe, ampak se v bistvu ne morejo zares, ne, ker se mi zdi, da tudi tukaj ne, pač Agnes opozarja, dobro, ti lahko pač se izoliraš od družbe, ampak nek način odnosov še vedno preneseš s sabo, ti moraš pač še neka izmenjava še vedno poteka. Ne. Se pravi, ja, se mi zdi, da je tukaj neka tako kar močna kritika, ne, tega v tvojem romanu. Zato, ker je zanimivo, ker recimo, ne, če pogledamo pa ta roman od Anje Radaljac, Prst v prekatu, ne, ker tam imaš pa ti v bistvu neko podobno zadevo, ne, tam je spet v bistvu pač neka skupnost treh, ki so tudi precej ločeni od družbe, samozadostno, ampak tist je, se mi zdi, pisan tudi čisto v nekem drugem registru, ne, in sicer pač neka utopija, se pravi pač
neko, kako se pač ti samo oskrbno in samo zadostno organizirati, pač, ne vem, ja, na nek način zunaj družbe, ne? Ampak se mi zdi, da glih zato je to pisano v načinu utopije, ker drugače mogoče niti ne more in pride do teh nekih kritičnih momentov, ki jih pač njen roman ne obravnava, ne? Se pravi, pač tam se vseeno vzpostavijo pač neki delovni pogoji in nikoli ne vemo, kako so v bistvu te vloge tam razporejene, ne? Je pa recimo ne, zanimivo, zato ker pač tista skupnost v tem romanu od Radaljac ne ima, se pravi, pač neko agendo, ki je se pravi proti tem klavniškim obratom in dejansko pač izvedejo oni tam nek atentat na ta obrat in je v bistvu potem njihova skupnost doživi neko veliko krizo in zaradi tega, ker se začnejo pač neki napadi v smislu to pač vzema službe ljudem in tako naprej in je tako dejanje na tak način sploh upravičeno, ne? Zato ker se mi zdi, da v tvojem romanu ne, pač neki ti neke te intervencije, s katerimi pač ne, ta skupnost želi delovati v družbi, so pač tako, so absurdne, so pač komične, ne, tako nekdo se bo razstrelil pač na nekem trgu, pa ne bomo spoilali, ne, pač ampak tako, no, se mi zdi, da si ti tukaj bila precej kritična, no, tako do tega. Jaz upam, da se vidi, da so mogoče noter vmes tudi neke ideje, ki jih oni izrečejo, s katerimi se po mojem lahko vsi strinjamo. Ja. Da samo skozi, kako pač, ko roman gre naprej, mogoče v njihovi logiki odkrivamo zmeri več enih pomanjkljivosti pa napak, ampak moram reči, da se mi zdi pomembno, da imamo tudi roman, kakršen je pač ta Prst v prekatu, kjer je pač pokazano, da neka taka podobna skupnost lahko funkcionira in zakaj in kakšne so recimo neke miselni okviri, ki jih ljudje potrebujejo za to, da bi lahko funkcionirali v taki skupnosti. Mislim, ni bil moj namen, recimo zdaj, če pač govorimo o neki družbeni vlogi romana ali pa literature, pač ni bil moj namen zdaj skozi roman pokazati, da nihče ne sme se samo organizirati in pač iti v gozd živeti in da je to vnaprej obsojeno na propad. Jaz mislim, da ni. Ampak mislim pa, da ja, občasno imajo, zelo hitro, no, imajo lahko te načini mišljenja zelo hitro zapadejo v neke cikle, ki so pomanjkljivi, ki v bistvu sami svoje logike ne zdržijo in pol postanejo podobni, ne vem, ja, nekim tudi ne vem, religijam, vraževerju, nekim pač pomanjkljivim načinom mišljenja. Kako si, to me zanima, kako si dozirala to njihovo opranost, veš, pač zato, ker v enih momentih si pač res tako, to so popolnoma oprani, ne? Mislim, tudi oni med sabo niso čist enaki, a ne? Zdel se mi je, recimo Sara, pač ta vodja kulta, ona se mi zdi, da je daleč najbolj oprana. Ona je pač pristašica vseh teh, ne vem, new agerskih načinov soočanja s svetom. Potem recimo Joshua, mislim, da je pač človek, ki v bistvu samo nekaj zelo zameri družbi, pa svojim staršem, pa svoji družini, v bistvu hoče izstopiti iz teh vzorcev, ki so ga vzgojili. In potem Tulsi pa zelo se zanaša na neko slovensko domače zeliščarstvo in v bistvu na nauk svojih prednikov in prednic. Ja, tako da imajo malo oni neke svoje pač variante. Res nisem želela, da bi izpadali, kot da so pač popolnoma zgrešeni, no. Ne, sej, mislim, itak, da v tem nekem organiziranju pa pač v bistvu tudi ne ta moment s Tulsi pa v bistvu pač nekim tem gojenjem, ne, teh rastlin pa vse to je vse tako, ta level v romanu pač tako zihar obstaja, ne. Ampak ja, no, so pa pol pa dobiš še te twiste. Ja, mislim, ker tanka je meja, ne. Jaz tudi imam doma tarot karte, ampak pol sama tudi jaz. Včasih razmišljam, kje je zdaj ta meja, dokdaj je to še zdravo.
Ja, Ana in Saša, kako ste pa potem vidva razumela to skupnost? Res je pač ideja o tem, da se nekdo odloči živeti tako življenje, pač v naravi, malo odrezano, res nekaj radikalno od tega, kar mi doživljamo kot normalno, ne? Ali je to res tako bizarno in ali, ne vem, je govora o kultu, ampak je pač lahko označimo to skupnost za kult, ne vem, pač za kult je značila neka vodilna osebnost pri teh treh, ne veš, ali je v resnici Tulsi, ali je Sara, ne vem, Joshua je malo tak, ne, pač tam en Američan. In pač dokler ne pride do nekega tistega radikalnih idej, ki jih bomo pustili za bralce, je pač so neki, pač čist neki obični hipiji, ne vem, kako ste videla to videla? Meni so šli že od prvega momenta zelo na živce. Malo me je to spomnilo na ta roman Vsi smo svetloba, mislim, da od Gerde Bliss, te nizozemske avtorice, ker so tudi ena umre v tem njenem romanu in so potem tudi ti trije, ki imajo nek tak mikrokult svoj interni in so tudi na podoben način izolirani, sicer ne v naravi, ampak v tisti hiši, ne? Ampak ta neka atmosfera tega, da malo zmanjkuje nekega svežega zraka. Med njimi je pa dost spodobno. No? Meni se je zdelo, da za razliko recimo od Agnes in Valentina, kjer nekako se lahko z njunimi občutki krivde mogoče kar poistovetimo ali pa jih nekako prepoznamo, se je meni zdelo, da ti trije hipiji v resnici ne čutijo krivde. Oziroma čutijo mogoče nekaj zelo abstraktnega, ampak tisti edini razlog, ki ga pač ne bomo spoilali, zaradi katerega bi pa pač morali čutiti, da je nekaj strašno narobe, se pa zdi, da je gladko. Ne? In tudi odnosi med njimi tremi se mi zdijo zelo, odlično psihološko skicirani, pa brez nekaj, pa v bistvu res samo skicirani, no? Ampak se jih zelo dobro zazna, koliko, vse meni se je zdelo, koliko je med njimi tremi enega psihološkega nasilja, kdo ima koga koliko na kratko. Pa vsi trije imajo vse na kratko, ne, drug drugega, plus neka obilica nekega tega hipijevskega lepodušništva. Ja, meni so se zdeli grozljivi, no, vsi trije. Ja, meni je tudi v bistvu nelagodno bilo brati, ampak ne bi rekel pa, da je zdaj to nek radikalen pobeg. In v bistvu tudi tega nisem bral kot kritike nekih New Age-ovskih gibanj, ampak kot čisto oseben posmeh samo sebi, oziroma ljudem, ki verjamem, nas je veliko, ki pač dejansko fantaziramo o tem pobegu. Ker ko bom velik, bom imel 3 koze in živel na vrhu gore. In ta roman sem bral kot, ne pa ne boš, mislim, ker tudi če boš, pač to ne bo tako, kot si ti predstavljaš. In pač ta pobeg absolutno ni mogoč. In se mi je zdelo pravzaprav ta neka dekonstrukcija te neke iluzije, da pa je možno vendarle iskati neko idilično mesto, pač bodi si v naravi ali pa kje drugje. No. In se mi zdi, da je odličen preseg tega trenutnega stanja. Se pravi, po eni strani nam pokaže, da ta pobeg v neko divjino, pač nek nov začetek, kakorkoli pač ni mogoč, hkrati je nevzdržno bivati znotraj družbe na način, na katerega bivamo trenutno. Torej, kaj pol od tam dalje? No? S tem sem ostal. No. Ja, ful dobro se mi zdi, da v bistvu je to tudi en od razlogov mogoče za to pisanje o gozdu, ki sem ga omenjala na začetku, pa za pač vse te teme, ki so se tle noter znašle, je seveda tudi to, da po mojem veliko si nas deli eno to fantazijo, ki ni čisto popolnoma racionalna, da bi se pač odmaknili in nekoč imeli nekaj in da bi živeli tako, kot je prav, ali pa tako, kot je nekako odkrito, čisto, iskreno, ne vem, kakorkoli, ampak se to potem, če pač to ni res tvoja, ne vem, če nisi navajen življenja z naravo ali pa če romantiziraš večino življenja, se to pol hitro izvodeni v neko performativnost, kjer pač imam koze, med tednom pa grem vseeno v svoje stanovanje v Ljubljani. Tako da, po mojem je možen ta pobeg, odklop, ampak v bistvu takrat, kadar je pač tudi, kadar je iskren, no? Kadar ni performativen. No?
Ja, tudi ne vem, proti koncu romana se mi zdi, da se pojavlja vse več nekih elementov religije, naprimer tudi Valentinove preroške sanje, Agnes sanja, da je Bog ali ne vem, mogoče skuša roman tudi prikazati, da vsak človek rabi neko vero oziroma vsaj nekaj, kar se oklepa, da si postavi neki višji cilj. Ali pa je mogoče to bilo tudi prikazano kot neka nevarnost ali mogoče zgolj ojača tega apokaliptičnega duha. Ja, mislim, da je bil del misli tudi to, da da vsi pač potrebujemo neke vrste verovanje oziroma nekaj, kar nam predstavlja eno oporo mišljenja. V eni fazi pisanja je bil v romanu prisoten še en lik, ki je bil dosti bolj znanstveno usmerjen, ampak je pol izpadel zaradi pač mogoče želje po nekompliciranju. Ja, in zato se mogoče to pol proti koncu stopnjuje, plus vera tukaj pač seveda nastopa, predvsem pač krščanska vera kot nek nosilc tega izvirnega greha oziroma izvirne krivde, ki je pač prisotna skozi roman in na koncu se nekako udejanja ali najde mesto v tem kratkem segmentu o Kainu in Abelu, odkoder naj bi izvirala vsa krivda. Okay, bi še kaj komentirali, zdaj se že bližamo 1 uri govor. Zato, ker je bilo prej še to vprašanje, a je to kult. Mislim, glede na to, da te osebe pač imajo neko agendo, pa da imajo pač tudi neko metodologijo ali kaj, ne, se mi zdi, da lahko zares govorimo o tem, ne. Tudi meni je bil zanimiv, no, recimo pač tisti moment, ko ne vem kaj že, kako foro ima že Agnes, ne, nekaj jo muči, no, in je v bistvu potem ena od njih, mislim, da Sara, ne, v bistvu samo, pač ti sam deli te stvari, ne. Mislim, ki so, sej pač na neki telesni ali kakorkoli ravni zihar v redu, ne? Ampak se mi zdi, da tam vidiš pač to kot neko metodo, no, s katero ti v bistvu pobrišeš nek kontekst od nekoga, ali je to oseben ali pač družben, zato pač da utiraš, ne, pač v neko smer oziroma pač v nek plan, no. Mi je pa zanimivo tudi zaradi tega, ne vem, ta moment, ki se v bistvu pojavlja, ne, pač nekega poganstva pa čudežnosti narave, pa to ne kot neka hrbtna stran v bistvu tega, da živiš tudi v neki dobi, kjer se s tehnologijo v bistvu pač nekaj dogaja, ne. To tako imam neko asociacijo, ne, v bistvu tudi 100 let nazaj, recimo, ko je pač nemški v obdobju pač nemškega ekspresionizma, ko si v bistvu, tako se mi zdi, imel 2 tipa filmov, ne, ker je tudi bilo, se pravi, dosti pač neka tema, ta oživljanje neživega, ne. Ali je bil pač to po eni strani nek, se pravi, židovski misticizem, ki je pač tako iz zemlje, ne, lahko pač naredil nekega golema, ali si pa pač imel recimo pač nek metropolis, kjer je pač imaš robota v neki sodobni, tej zelo tehnološko napredni metropoli, ne. In se mi zdi, da je tako mogoče na neki tej tradiciji, ne, lahko pol tudi neko to poganstvo pa nazaj k naravi pa čudežnosti narave, no, lahko beremo, ne. Še posebej in s tvojim romanom in s Curanovićem, ker s tem motivom, ne, pač človeka drevesa, ne, ker v bistvu lahko to pač ja, imaš neko to driada, mitološko linijo, ne, ampak po drugi strani pa je tudi spet to, kaj pa bioinženiring in tako naprej, ne. Tako da, no, to. Ajda, bi še dodala kaj? Ok, morda potem se potem obrnemo k publiki. Ima kdo kakšno vprašanje? Karkoli, komorkoli. Meni pa je žal, da ni tega znanstvenika. V tem smislu, da lahko se seveda vsi strinjamo, da obstaja
nevarnost, climate change in tako dalje. Ampak se mi zdi, da na neki točki ekologija lahko pograbi čisto podobno idejo kot religija. Mi bomo to naravo, ta svet obdržali do konca pač, kot da bi z tega delali nek raj v tem smislu, da obdržimo vse pogoje za življenje. Ne vem, če sem to sedaj dobro izrazil, ampak se mi zdi, da ima ekologija nek tak. Če bi mene vprašal, bi rekel, da uničimo zemljo, seveda, ampak vsi skupaj od tega imejmo nekaj. Ne pa tako, da določene, recimo, določeni prostori, določene afriške države se morajo ukvarjati z našo svinjarijo. Drugi morajo našo svinjarijo predelovati, zato da se bi mi tukaj počutili zeleno, zato ker fuknemo eno plastenko v tist kurčev smetnjak, ki je pač namenjen za plastenke oziroma za embalažo. In tukaj se mi zdi pač vprašanje, v kakšnem časovnem obdobju si mi sploh predstavljamo človeštvo, ne samo od katerega časa smo mi prišli sedaj do sem, ampak kam sploh še hočemo. Se pravi, neka ta časovnica se mi zdi bizarno, no, po svojem. Človeštvo bi rado obstajalo očitno večno, kar je pa po svoje zelo religiozno zaupanje v kaj? V ekologijo, v tehnologijo, da nam bo to omogočilo, da bomo mi lahko tukaj še čez 6 milijard in tako let naprej in do neskončnosti, kar je metafizična fucking ideja. Okay, pa kdo kakšen odgovor? Ja, v bistvu se ful strinjam, da pač večina te ekološke misli pač temelji na tem, da ohranjamo življenje, svet, zemljo takšno, kot je za nas. A ne? Se pravi, ne razmišljamo zares o okolju ali o naravi, ampak v bistvu razmišljamo specifično o človeku v njem. In tudi s tem se strinjam, da gre v bistvu za eno ohranjanje nekega statusa quo, neke navidezne večnosti, kjer naj pač sistemi ostanejo takšni, kot so. Na to napeljuje morda tudi sama beseda trajnost, s katero se danes veliko srečujemo, a ne? Ampak pač po neki moji logiki ali pa v bistvu po mojem za ljudi, ki se pač veliko srečujejo s tem, trajnost v resnici pomeni začasnost, pomeni odpornost na spremembe in na to, da pač sistemi lahko funkcionirajo naprej tudi pač brez človeka v njem oziroma brez nekega posredovanja na točno takšen način, kot se dogaja v tem trenutku. In jaz mislim, da pač moramo najti način, kako v bistvu se soočiti s to novo realnostjo, kjer smo ljudje in tehnologija znotraj pač celega sistema postali tako integralen del, da pač mora zdaj v njej nastopati, ampak se mora na nek način tudi regenerirati. Česar pa nisem čisto dobro razumela v tvojem vprašanju, pa kje je to podobno religiji? Ker predpostavlja, da je človeštvo zmožno z reguliranjem recimo svojih odpadkov, svojega odtisa CO2 in tako dalje, obdržati ta planet do bridkega konca, ki naj bi verjetno nastopil takrat, ko bo naše sonce
Mislim, v tem smislu, da človeštvo misli, da bo kar za svojo tehnologijo, Se pravi, ljudje smo pač krona in varuhi. Ne, ampak to si predstavljamo, da bomo mi lahko obdržali prvo svet takšen, kot ga poznamo. Konec koncev vemo, da se je pač Zemlja že v nekem času tako zelo spremenila, da zdaj mi mislimo, da se recimo ti kontinenti, ki jih danes poznamo, zasidrani in da bodo tako ostali, da ne bo več nove Pangeje ali pa da se ne bo ti kontinenti še naprej drobili. Mi smo samo pač tukaj zdaj ne govorim proti recimo nekim idejam zelenega prehoda in tako dalje. Je pa hkrati metafizično pričakovanje v tem smislu, da bomo mi lahko ta planet vzdrževali, dokler pač se nam ne zgodi nekaj zunanjega, kar nas bo pokončalo. Preprosto stvari so takšne, da nas bo pokončale slej ko prej, če ne nas, pa čez 200 milijonov let. In tle pač govoriti o človeštvu, o naravi v teh velikih pojmovnih spektrih nima nobenega smisla. Če se že držimo nekih znanstvenih, mi smo pa nastali iz, se pravi, da smo naredili že celo pot do tega, da smo zdaj ljudje. Nekega dne se bo to končalo. Če tudi rečemo, da bomo zmanjšali naš odtis ogljikov na 0, nekega dne se bo to končalo. In neka generacija bo vedno zadnja. Mislim, da je to odlična misel za zaključek. Pa še to drugi, kakšno vprašanje? Manj optimistično. Jaz imam mogoče eno malo bolj tehnično vprašanje. Kako si se lotila raziskave tega puščavnika? Oziroma, kako si sploh prišla do tega puščavnika? Pa tudi tako veliko teh nekih receptur, ko so noter, tako to me malo zanima. Kako si se tega lotevala? Za puščavnika sem izvedela, ko smo hodili, mislim, na leta 2016 s starši po dolgi pohodniški poti E6 proti Avstriji in smo tam šli mimo gradu Vodriž. In tam je lepa informativna tabla, ki ti pove vse o puščavniku Valentinu, ki je nekoč kakor živel na tem gradu, ko je bil že puščavnik. No, pa sem pa pač seveda malo raziskovala, malo probala priti do neke literature, ugotovila tudi, da je napisal ta kratek pamflet oziroma pesniško knjigo o puščavnikovi verziji. In potem se mi je posvetilo še to, da se je pač gospod pisal Valentin, se je pisal Podstenšek in da v Sloveniji imamo pisatelja, ki se piše Podstenšek in je prav tako doma iz Slovenj Gradca in sem potem pač Tomotu Podstenšku pisala, če je to slučajno kakšna njegova žlahta in je rekel, da ja, res, to je nek stari stric in mi potem povedal, da v bistvu tudi oni v družini žal nimajo kaj dosti več informacij o njegovem življenju, kakor je pač tako dostopno že skozi neke članke in literaturo. Tako da to je bil obseg te raziskave. Ja. Kar se tiče teh receptov, pa neki sem jih že sama poznala, oziroma ne vem, teh mogočih zdravilnih učinkovin. Neki sem jih pa pač tudi pobrala iz drugih knjig, predvsem sem tukaj se zanašala na pomembnega slovenskega nabiralca divje hrane Darija Kortezeja. Še kdo?
nobenega junaka. No, v redu, potem se jaz vsem najlepše zahvaljujem za sodelovanje, Ani Svetel, Robertu in Sašut. In pa seveda hvala naši avtorici in želim jim še čim bolj uspešno zgodbo z njenim romanom. Hvala vsem vam. Preden odidem z odra, moram povedati še to, da vas tam zadaj zainteresirane čaka neka steklenička s skrivnostnim napisom Škopnikovo žganje. Tako da kdor si to želi poskusiti, naj kar pač na lastno odgovornost. In pa druga steklenička pa nosi napis, kako že... Napoj mojstra lovca, kar pa si morda lahko sami prevedete, kaj to je. Domača proizvodnja. Ja.